Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, znova lepo pozdravljeni na današnji torkov večer, ko se znova srečamo v oddaji Ozadja. Danes bomo govorili o kulturnem prazniku, o slovenskem kulturnem dnevu, kajti le nekaj dni pred tem smo praznovali spomin na našega največjega pesnika Franceta Prešerna in temu primerno smo tudi v goste povabili pomembna dva sooblikovalca kulturnega življenja v občini Krško. To je gospa Sonja Levičar, ki je bila dolgoletna vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti na območni izpostavi v Krškem, in pa gospoda Uroša Brezovška, ki je predsednik Zveze kulturnih društev Krško. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Glede na to, da smo ravnokar dobro šli mimo kulturnega praznika, je nekako samo po sebi umevno vprašanje, da bi človek nekako kar moral vsaj kanček dneva na ta dan posvetiti kulturi. Kaj menite, na kakšen način? Ja, seveda ne samo na ta dan, ampak lahko skozi celo leto, ne. In prav na kulturni praznik ima zelo veliko institucij dan odprtih vrat, vodeni ogledi, na primer v muzejih, v galeriji so. Tudi posebne prireditve se organizirajo na ta dan. Veliko kulturnih društev pripravi dogodke ali kot proslavo ali kot kakšen drug kulturni dogodek. Tako da mislim, da je v naši občini prav na ta dan ali okrog tega dneva zelo veliko dogodkov in vsak lahko kaj najde zase. Kaj menite, Uroš, kako dobro se ljudje odzivajo temu, mogoče lahko tudi rečemo zastonjskemu udeleževanju, mogoče kdo bi se sicer tudi odpravil, pa mu je včasih škoda kakšnega evra za kakšno razstavo, za kakšen voden ogled. To je pa vendarle priložnost, da se malce kulturno udejstvuje. Žal ni samo, omenili ste plačljive, bom rekel, razstave. Imamo cel kup brezplačnih prireditev, ampak če pogledamo obiskovalce oziroma število obiskovalcev, žal ni. In mogoče je kulturni praznik tisto, da vsak pri sebi naredi inventuro, pa da malce pomisli ne samo ta dan, ampak čez celo leto, koliko pa je vložil v kulturo oziroma se kulturno, lahko rečemo, udejstvoval ali pa si saj ogledal eno razstavo, eno predstavo ali pa kako drugače, bom rekel, si poživel svoje kulturno življenje. No, vedva sta mimo tega, da sta Sonja še v času, ko je bila zaposlena na kulturnem področju, Uroš, vi pa še vedno, sta zelo vpeta v kulturni svet, dejavna sta pa tudi vsak na svojem društvenem področju in morda za naše gledalce razkrijeta, kaj vaju sicer še zaposluje, poleg tega, da sta pomembno soustvarjala kulturo oziroma jo še. Ja, jaz sem še, čeprav sem upokojena, sem še vedno tajnica Zveze kulturnih društev. In seveda članica kulturnega društva Leskovec pri Krškem vse od ustanovitve. In prav zdaj, ko imam malo več časa, sem se malo bolj angažirala v društvu, tako da zdaj delujem, se mi zdi, da že skoraj v vseh sekcijah. Priključila sem se pevskemu zboru, kjer pojemo predvsem ljudske pesmi, ker hočemo ohranjati ljudsko pesem. In seveda tudi krokodelkam sem se vključila in prav tule na mizi imamo en del teh izdelkov, ki smo jih v lanskem letu naredile in tudi na enih delavnicah smo bile, tako da smo se kar naučile te veščine in s tem tudi ohranjamo dediščino izdelovanja tega cvetja iz krep papirja. Pa se vam kdaj zazdi, glede na to, da ste toliko let preživela praktično vsak dan vsaj 8 ur v kulturnem svetu, da je te kulture včasih mogoče vendarle preveč ali pa vam predstavlja obremenitev? Glede na to, da je v današnjem času veliko papirjev za izpolnjevati, na veliko razpisov se je potrebno prijavljati, če želi društvo oziroma posameznik tudi pridobiti kakšna sredstva. Ja, ko sem bila še v službi, je bila včasih kar obremenitev, ko so se dogodki vrstili en za drugim, veliko je bilo treba priprav, ne, in večino sem bila sama na izpostavi, razen občasne pomoči. Tako da je bilo treba res zelo veliko dela in je bilo včasih tudi odveč malo, ne. Čisto po pravici povedano. Tako. Ampak ni bilo problem, ker sem to zelo z velikim veseljem opravljala, tako da in potem, ko je bilo delo dobro upravljeno, ko so bili udeleženci dogodkov, nastopajoči in tudi obiskovalci zadovoljni in sem zadovoljna bila tudi jaz in je potem
se pozabi tista utrujenost. Uroš, če je Sonja malce bolj vpeta v konkretno samo eno občino, kjer je bolj aktivna, ste pa vi razpeti kar med dvema, in sicer med vašim domačim krajem, med Brestanico in pa med sosednjo občino v Brežicah. Tako je. V domačem kulturnem društvu Svoboda Brestanica sem dejaven na gledališkem odru, tudi v recitatorski sekciji, medtem ko pa pevski zbor Viva Brežice, bom rekel, je že kar moja domača, tisto vikendi. Se počutite kot drugi dom. Tako je, vikendi so v Brežicah, namreč sem tudi ustanovni član mešanega pevskega zbora Viva Brežice in že od ustanovitve dejansko se vozim v Brežice na vaje, tako da tam mi malce več časa vzame, medtem ko vse preostali čas, ki ga pa imam, ga pa dejansko preživim v domačem kulturnem društvu v Brestanici, tako da sem nekako razpet med občino Krško, občino Brežice in je kar zanimivo opazovati, kako se kultura razvija v enem in pa na drugem področju, tako da veliko več časa mi pa dejansko ne preostane. Kaj menite, kako pomembno oziroma kakšen delež odigra pri tem, da je človek dejaven na društvenem področju, da potem lažje pelje stvari organizacijsko na taki večji inštituciji, kot je Javni sklad za kulturne dejavnosti ali v Urošem primeru Zveza kulturnih društev? Je to prednost? Ja, seveda je prednost, zato ker je malo več izkušenj. Ker jaz sem se to v službenem času z vsem tem ukvarjala, v kulturnih društvih je pa to malo težje, ker poleg službe ali študija morajo se ljudje ukvarjati še z vso organizacijo in pripravo prireditve in pri meni je bila to prednost, da sem imela organizacijske izkušnje. Če pogledamo kulturno področje na katerikoli občini, pa če se dotaknemo sedaj Krške, ker je nekako nam najbližja in najbolj poznamo dogajanje v njej, lahko rečemo, da se prepletajo ali pa tudi ne različne zvrsti kulture, od glasbene, gledališke, filmske, še katere, in me zanima, kako ocenjujete kot dolgoletna poznavalca tega sveta, na katerem področju smo ustvarjalci močni in kje je mogoče kakšna vrzel, ki bi jo bilo dobro zapolniti? Jaz bom mogoče rekel, ker nekateri sprašujejo, pa zakaj se po Brežice vozim na vaje. Imam mogoče moški pevski zbor je tudi v Brestanici. Dejansko, kar se tiče mešanih pevskih zborov, je pa brežiška občina tukaj v primerjavi s Krško v prednosti. Ima več, bom rekel, sestavov, ki delujejo. Tako da mogoče, kar se tiče pevskega področja, je Brežice so dejansko pred Krškim. Seveda ima pa Krško veliko bolj razvito gledališko dejavnost oziroma gledališki oder, tako bom rekel. Ja, če dopolnim, recimo na nivoju Slovenije je glasbena dejavnost najbolj zastopana oziroma prav vokalna glasba. Več kot polovico ljubiteljev se ukvarja z vokalno glasbo. Naprimer, če je po statistiki preko 100.000 ustvarjalcev ljubiteljske kulture, je od tega okrog 60.000 pevcev v pevskih zborih, oktetih in vokalnih skupinah. Takoj zatem so potem instrumentalni sestavi. Pri nas v občini seveda smo zelo močni, imamo 2 pihalna orkestra, imamo simfonični orkester, big band in še več takih manjših sestavov. Kot je že Uroš omenil, smo zelo močni pri gledališki dejavnosti odraslih. Je pa pomanjkanje oziroma osiromašena je dejavnost, lutkovna dejavnost pa otroško gledališče. To se je pa celo ugotovilo na nivoju celotne države, da je prav Posavje, Dolenjska in Bela krajina nekje na repu Slovenije pri ustvarjanju lutkovnih predstav pa otroških gledališč. Pa tudi folklora, pa tudi folklora je malo bolj siromašna, ampak mislim, da zdaj so začeli nekaj z otroškimi skupinami, da se kaže en napredek.
Kaj pa botruje k temu, da je manjša zastopanost v določenih skupinah? Se nekako ne izkazuje potreba strani bodočih potencialnih ustvarjalcev, ni kadra, ki bi navdušil recimo otroke, konkretno v tem primeru? Kaj je tisti največji faktor, da je ta vrzel? Ni kadra. V šolah morajo učitelji imeti veselje do določene dejavnosti, da lahko potem otroke učijo. Ne moreš enega učitelja ali učiteljico nekako prisiliti, da mora delati gledališke predstave, če nima tega veselja. Saj delajo take manjše za šolo, ampak da bi pa kaj več naredili, da bi se pokazali še širši javnosti, to je pa premalo, ne. Delajo se, nekateri delajo, tudi na kateri šoli so zelo dobri ustvarjalci, sem je to še vedno premalo, ne. Društva se dejansko srečujejo tudi s pomanjkanjem ustreznih mentorjev. Zato, ker otroci so le taka populacija, ki potrebujejo ne samo znanje v stroki, ampak tudi to pedagoško znanje oziroma znanje dela z otroki. Otroke ni čisto enostavno motivirati in potem peljati, sploh ne v ljubiteljski kulturi. Tako da društva, če pogledamo podmladke, zelo malo društev ima dejansko podmladke, da bi brezskrbno zrli v svojo prihodnost. No, pa ko smo že ravno začeli govoriti o podmladku, o otrocih, marsikdaj slišimo, da se kultura človeka začne v njegovih najmlajših letih, ko smo še otroci. Vsem je znan rek, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Pa me zanima, kakšen je vajin pogled na to, kako ljudje odražamo kulturo na vsakdanjem področju. Tako mogoče v otroški dobi opažamo lahko pač obnašanje otrok, kot tudi potem kasneje v odraslih. Ja, je res ta rek, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Kultura je vsekakor tisto, kar bi se morali ne učiti samo v šoli, ampak tudi doma. Doma je prvo tisto za zgledom. Poznamo cele družine, ki prihajajo na različne kulturne prireditve. To, bom rekel, je tisti zgled, ki potem vsekakor takšni otroci, kjer starši že prihajajo na kulturne prireditve, jih bojo tudi sami, bom rekel, naprej obiskovali oziroma se bodo tudi sami udejstvovali v kulturi. Vse prelagati na šolo, da bo šola naredila vse, je preveč, bom rekel, iluzorno pričakovati. Kultura se začenja doma, ne v šoli. Ja, če lahko dopolnim, pomembno je, da šola dobro sodeluje s kulturnim društvom. Na primer v Leskovškem kulturnem društvu to se zelo dobro vidi, ko je naša izredno dobra mentorica Mirjana Marinčič, ki dela na šoli, vzgaja mlad kader. Ona pripravlja že gledališke predstave z otroci in ti potem odraščajo, se vključijo v kulturno društvo. In če pogledamo danes, koliko imamo podmladka v našem društvu, mislim, da je to zelo pohvalno in malo kje je tako, kot je to v tem društvu. Je kar hvale vredno. Ja, tako je, tako. Pa če se še malce pomudimo pri otrocih in pri odraslih tudi seveda, kultura niso samo prireditve, ni samo organizacija različnih dogodkov, ki dišijo po kulturi, ampak je tudi obnašanje. Marsikdaj slišimo, obnašaj se kulturno, bodi kulturen. Koliko je to v resnici med ljudmi uspešno zakoreninjeno? V ustrezni meri seveda. Ja. Lahko bi rekli, bonton je del kulture. Se pravi, tukaj, ko se pogovarjajo otroci o bontonu, pogosto v šolah govorijo, na kulturni prireditvi se moramo kulturno obnašati. Ja, bonton so neka določena pravila, ampak pravila moramo znati tudi živeti, se pravi, uporabljati v vsakdanjem življenju. Bom rekel, kulturno je že to pozdravljanje, bom rekel, odnos do starejših. To je vse nekakšna neka, bom rekel, srčna kultura, ki naj bi se kazala pri otrocih v odnosu potem do starejših. Verjetno se pridružujete temu mnenju. Ja, seveda. Kultura je tudi, mislim to, da odrasli bi včasih morali bolj paziti, kaj se pogovarjamo
v prisotnosti otrok. Se spomnim mlajših let, ko so starejši velikokrat rekli, otroci, pejte stran, ne? Ko smo dobili kakšne obiske, ker so se pogovarjali določene stvari, ki niso za otroška ušesa. Mislim, da danes to premalo upoštevajo. Naprimer, že pri starših, ki imajo šoloobvezne otroke, velikokrat kritizirajo učitelje v prisotnosti otrok in mislim, da to ne bi smeli otroci slišati. Lahko se starši pogovarjajo, kritizirajo učitelje, samo ne to pred otroci. In to otroci potem zelo izkoriščajo in se temu primerno tudi v šoli potem obnašajo. Ni več tistega avtoritetnega odnosa. Ni spoštljivega odnosa do učiteljev, no, in tudi do ostalih ljudi, ne. V času, ko sem jaz obiskovala osnovno šolo, pa verjetno tudi v vajnih teh dneh, je bilo marsikdaj potrebno se naučiti kakšno pesem na pamet. Jaz se spomnim Zdravljice, Vrbe, Prešernove, tudi Gregorčičeva Soči. To je bila neke vrste domača naloga, za katero smo imeli malce več časa kot za običajne domače naloge. In te velike pesmi, ki so del naše kulturne identitete, so ostale še danes po toliko letih v spominu, kljub temu, da odrasli dobivamo čedalje več podatkov in se dejansko naša glava vse bolj polni. Koliko sta vidva seznanjena s tem? Se danes v šolah še vedno toliko ukvarjajo, bom rekla na ta način, da otrokom vcepijo določene pesmi, določena dela, ki nakazujejo na nekaj več, kar je v slovenski kulturi, da jim dajo neko popotnico za življenje? To verjetno ti, Uroš, veš, da se z mladimi ukvarjaš. Včasih je to dvorezen meč, zato ker pri mladostnikih in pri otrocih, če nekaj morajo, bom rekel, na mus narediti, potem dobijo odpor. Vsekakor pa ni samo, da, bom rekel, razvijajo nek odnos do tistega, kar se naučijo, tako kot ste omenili, bom rekel, te tako imenovane večje pesmi, znane pesmi. Gre tudi za čisto preprosto za to, da se otroci s tem, ko se naučijo pesem, bom rekel, razvijajo možgane, krivijo svoje možganske vijuge in mogoče, če bi starši razumeli, zakaj se morajo naučiti določene pesmi, zakaj je to tudi pomembno za njihov razvoj naprej, ne samo za tega, da bojo znali, ampak za tega, ker s to pesmijo, bom rekel, krepijo oziroma možganske celice jim omogočajo primeren razvoj in večkrat bi se kakšno pesem z otroci potem tudi starši naučili. Mogoče več pesmi pa v krajšem obsegu. Lahko tudi, ali pa tudi ne. Tudi dolga pesem, ko jo potem enkrat obvladaš, se spomnim 4-letnega Filipa, ki je recitiral Soči, naprimer, so marsikateri odrasel mu je zavidal ali se pa spomnil, bom rekel, svojih osnovnošolskih let in pobrskal po spominu in neverjetno po kolikih letih se še spomniš kakšne pesmi iz osnovne šole. Ja, se pa verjetno na ta način tudi krepijo veščine javnega nastopanja. Namreč te pesmi je bilo treba pogosto recitirati pred ostalimi učenci, stal si dejansko v razredu in si bil tisti trenutek recitiranja zvezda. In to je neke vrste prvi javni nastop, bi lahko rekli, in s katerim lahko potem tudi premagamo to tremo, ki se pojavlja. To smo morali pred tablo, pred celim razredom se pokazati, kaj smo se naučili. Je, zato ker tisto, kar dobiš v osnovni šoli, imajo sedaj že določeni že od vrtca. Mogoče je tukaj prednost manjših šol, tiste, ki zelo dobro živijo s krajem, da otroci nastopajo. Na nekaterih šolah so otroci tudi 2-krat ali pa 3-krat na leto na odru, nastopajo za starše ob materinskem dnevu, ob različnih kulturnih prireditvah, ki jih pripravi šola. In sem se pogovarjal tudi že z nekaterimi bivšimi učenci in so potem povedali, koliko jim je to pomenilo, da so lahko že v osnovni šoli probali, kaj pomeni preizkusiti se na odru. Sicer so bili takrat v dvorani samo starši, ampak sedaj javno nastopanje jim, bom rekel, bolj steče, nimajo več težav s tem.
Dobro iztočnico je dal Uroš, glede na to, da se zlasti manjši kraji preko krajevnih skupnosti tudi poslužujejo organizacije takih prireditev, kjer z veseljem uporabijo otroke in njihovo veselje do nastopanja ali pa to veselje v njih zbudijo, da v manjših krajih tudi spodbudijo to kulturno udejstvovanje. Ja, se je predvsem za manjše kraje je to zelo pomembno, ker veliko ljudi iz teh manjših krajev ne hodi na prireditve, na primer v Krško, v kulturni dom. Nekako se ne odločijo, so pa zelo radi pa obiskujejo prireditve v domačem kraju, kjer nastopajo domači ljudje, otroci, vnuki in takrat z veseljem pridejo na te prireditve. Zlasti starejšim se kakšna solza tudi utrne. Tako, da so potem tako ponosni na svoje vnuke, da bi to, verjetno vsak teden bi prišli na tako prireditev, če en njihov svojc nastopa. Zanima me še to, ljudje danes nekako vsi, ki se ukvarjamo s kulturo, ki se udeležujemo kulturnih dogodkov, lahko zlasti ob večjih prireditvah, ko nam tako pogled pobegne med publiko, vidimo, da se na prireditvah več ali manj pojavljajo eni in isti ljudje. Ni zelo veliko novih obrazov, oziroma tudi, če se komu osebno izreče vabilo, pridi, nekaj dobrega se pripravlja, nekaj zanimivega bo za videti, za dušo, za srce, nekako prevladuje ena in ista publika na več ali manj istih prireditvah. Pa se mi zdi zelo zanimiva misel enega gospoda, ki je pred časom mi rekel, da se mu zdi zelo pomembno, da če se nekdo potrudi, nekaj pripravi, nekaj organizira, najmanj, kar lahko skupnost naredi, je, da pride, da pogleda, da izrazi neko vrsto spoštovanja do tega vloženega truda, časa in dela. Kakšen je vajin odnos glede tega? Ja, to je res, to sem jaz, ker sem zelo veliko prireditev obiskala in tudi organizirala. Je res, da vidimo ene in iste obraze, ne? Malo mogoče se razlikuje po dejavnosti, eni bolj na razstave hodijo, drugi bolj na gledališke dogodke, ampak večina so to eni in isti obrazi. In kadar smo se pogovarjali na nivoju občine v kakšnih pireditvah, ki so se pokrivale nekako z datumi, smo skušali vsej ure prilagoditi, ker smo rekli, zdaj mi bomo imeli ob tej uri in bomo dali še možnost, da bojo isti tej obiskovalci lahko šli še na en koncert, ne, tako da bojo lahko na 2 dogodkih v istem dnevu. Prav zaradi tega, ker so to eni in isti obiskovalci, ne. Me pa včasih prav žalosti, da recimo nekateri člani kulturnih društev, ki se nekako s kulturo ukvarjajo, da na primer niso bili v Krškem muzeju. To sem na lastni koži videla, slišala, ko so rekli po parih letih, jaz pa še nisem tukaj bil, ne. Mislim, to mi je pa nekako mi je nerazumljivo, no? Da v domačem kraju, da ne grejo pogledati eno tako institucijo, ki je zelo zanimiva. Ljudje gremo najrajši tudi na dopust ali na kako nekam ven, ne? Se premalo zavedamo tistega dragocenega, kar imamo doma. Vsekakor, kot je Sonja že omenila, jaz mislim, da vsak občan Krškega bi si moral pogledati Krški muzej. Prvič, zato ker je že brezplačen, če smo že prej govorili o plačljivih, in pa en delček svoje zgodovine, da se zaveda, bom rekel, na kakšnem pestrem ozemlju živimo danes, kaj so vse naši zanamci naredili in da to pestrost tudi kulturnega udejstvovanja naših predhodnikov lahko vidite. Ker reformacija je, bom rekel, polno živela na našem območju. Valvazor je dejansko umrl ne bomo rekli v muzeju, ampak v Krškem. Tako da premalo se zavedamo in tako kot sem že na začetku omenil, mogoče je kulturni praznik tista naša lastna inventura, da pogledamo za leto nazaj, kaj smo pa mi v preteklem letu naredili nekaj za sebe, da ne rečem za svojo dušo, za svoje srce. Včasih se je treba, bom rekel, pomujati, pa odiditi na predstavo, ker s tem ne naredimo samo nekaj za sebe, ampak tudi tistim ustvarjalcem, ki se trudijo, bom rekel, damo neko priznanje oziroma jih že s svojim prihodom na dogodek pohvalimo.
Ja, ker je prav ljubiteljskim ustvarjalcem je največja nagrada to, da na dogodek pridejo obiskovalci. Ne. To je največja nagrada in potrditev, da delamo dobro. Morda z organizacijskega vidika, kar se kulture tiče, pa tudi vsebinsko, ocenjujete, da je kakšna dejavnost, ki je slabše zastopana, mogoče likovna umetnost, fotografska. En kup društev deluje na področju občine Krško in tudi širše, da dejansko vsakdo, ki se želi najti v kakšnem koščku kulture, če le to želi, se lahko seveda vključi. Ampak vseeno, je mogoče organizacijsko ali vsebinsko, kje je kakšna luknja, ki bi jo bilo dobro malce bolj zapolniti, malce bolj sistematično delati na njej? Ne vem, jaz ne vidim, da bi bilo pomanjkanje. Mislim, da imamo vse dejavnosti zelo dobro zastopane, zelo veliko je dogodkov. Včasih se zgodi, da je celo še preveč, in potem ni dovolj obiska zaradi tega, ker te dogodke eni in isti obiskovalci obiskujejo. Ne. Najbrž zlasti, kadar so dogodki, kot je praznik občine Krško, ko se v enem mesecu zvrsti. Takrat je zelo velik in zelo krivično bi bilo, da bi kdo rekel, da ni dogodkov, da si ne more kakšno gledališko predstavo ogledati, da ni razstav, da ni literarnih večerov. Mislim, da je vsega dovolj. Zato pa je v naši občini zelo poskrbljeno. To poskrbijo te javni zavodi, kot tudi kulturna društva. Zanima me, kakšen je vaš pogled na to, kako uspešno oziroma kako dobro se kultura vključuje tudi na druga področja, kot so recimo gospodarstvo, turizem, mogoče razvoj katerih industrijskih panog. Kultura je vendarle tako vse splošna, tako vseobsegajoča, da dejansko je zmožna prodreti v vse pore naše družbe. Pa me zanima, kakšen je vaš pogled na to, kako se nekako kulturni svet staplja s preostalim. Mogoče jaz bom šel čisto iz, bom rekel, mojega lastnega društva. Če pogledamo grad Reichenburg, se tudi je srednjeveška skupina, se pravi in plesalci srednjeveških plesov, ki se vključujejo v prireditve in pa tudi v turistično ponudbo samega grada Reichenburg. Tako da bom rekel, da en delček povezave med tem ljubiteljsko kulturo in pa, če rečemo na drugi strani, turistično ponudbo dejansko obstaja. Kar se tiče pa same povezave z gospodarstvom, pa mislim, da je niti ni. Ja, ni najbolj dobra, to se tiče predvsem sponzorstva ali donatorstva, mecenstva sploh ni. Včasih je bilo tega malo več, da je gospodarstvo ali pa določene firme so kar donirale za kulturna društva, sedaj pa tega veliko manj. Razen, naprimer, v določenih manjših krajev, tam, kjer kakšni obrtniki, manjša podjetja, da tam živijo s tistim društvom, to še lahko se pričakuje neka pomoč. Ne toliko finančna, ampak bolj v materialu, kar je tudi zelo pomembno, predvsem recimo za gledališke skupine, za sceno, ki je treba drugače zelo veliko denarja in zelo prav pride, da je kakšen mizar pri roki, da kakšno desko šenka. Je pa zanimivo po drugi strani, da ta radodarnost podjetij, tako večjih kot manjših, je z leti upadla, ampak kadar so pa kakšne okrogle obletnice posebej ali kakšni večji prevzemi, kakšne otvoritve investicij, takrat pa nekako vsakdo rad vidi, da je program, ki ga spremlja, potem tudi obogaten z nekim kulturnim vložkom. Takrat potem je pa kultura obvezen sestavni del. Obvezen. Vse se to potem obrestuje, tako da se to dela z roko v roki, tako da to ni problem. Sam mislim, da bi pa morali tem podjetjem, zakonodaja bi morala biti taka, da bi imela ta podjetja, ki nekako pomagajo kulturi, ki donirajo, da bi imela boljše olajšave. Pred leti vem, da je na Ministrstvu za kulturo so pripravljali neko zakonodajo o tem, da bi bile večje olajšave
davčne, ampak mislim, da je tisti nekje v predalu ostalo, da ni Se videlo. prah nabira. Ja, tako je. Pojdimo še malce na svet kulturnih delavcev. Namreč marsikdo ima status zaposlenega, samozaposlenega v kulturi. Pa me zanima, glede na to, da sta v to področje bila tako zelo vpeta, koliko je v naši občini, v Krški občini takih delavcev? Ali je to nekako bolj rezervirano za večja mesta, za prestolnice, kjer se ljudje morda dejansko preživljajo izključno z izvajanjem kulturnih dejavnosti? Tako bom rekel, da žal ste mnogi kulturni delavci sedaj vezani na tako imenovane SP, se pravi, da ni več neke sistemske, bom rekel, ureditve. Prekarno delo je žal v Sloveniji postalo bolj praksa kot pa izjema. Nekako ste tudi, oziroma so tudi kulturni delavci v nekem meri lahko rečemo izkoriščeni. Namreč, ko vas potrebujemo, vas najamemo, ko pa ne, ste pa prepuščeni samemu sebi. Se pravi, to ni prav. Čeprav se v zadnjem letu status samozaposlenih v kulturi je zakonsko uredilo. Se pravi, tudi ker SP-ji nimajo tako imenovanih bolniških, se pravi, koliko narediš, če si pač zbolel, si prispevkov nisi mogel plačati, tako da, kar se tega tiče, se je v zadnjem letu zakonodaja na tem področju vsaj malce, ne bom rekel, veliko izboljšala, ampak vsaj malce se je nekako uredila. Ni pa to vezano samo na velika mesta, ampak tudi Posavje je del Slovenije in tega celotnega sistema, ki na tem področju ni najbolje sistemsko urejeno, tako bom rekel. Kako je bilo pa v preteklosti, Sonja? Je prekarno delo bilo tako razpaseno, če po domače rečemo, kot je danes? To sploh ni bilo. To sploh ni bilo in sem zadnjič nekaj brala na internetu prav o tem delu. In piše, da je približno 30% samozaposlenih, ki živijo iz rok v usta na robu revščine in so bili nekako prisiljeni izbrati to obliko, ker ni bilo druge zaposlitve. Sem pa tudi na televiziji slišala, mislim, ne vem, kateri oddaji je bilo, prav so govorili o tej samozaposlitvi, da je to nekako prikrita nezaposlenost. Ker dejansko so ljudje prisiljeni nekaj narediti, en status, da lahko dobi vsaj občasno kakšna sredstva za preživljanje, ampak dolgoročno, da pa to ne pelje nikamor. Če se spomnim par let nazaj, ko smo nekako spremljali tudi te samozaposlene v Krški občini, jih je bilo veliko več, danes jih je manj. Ker se verjetno ne da več na ta način preživeti. Ne da se na ta način preživeti. Marsikateri kulturnik je mislil, da bo le šlo nekako tako, ampak ne gre. Ne gre, to je premalo. In velikokrat od kulturnikov pričakujejo, da bo vse brezplačno naredil, da bo prišel na en literarni večer, da bo vse to brezplačno, da bo pel brezplačno, ampak ne gre to. Nekateri se morajo preživljati s tem. Pa menite, da so tudi kriteriji oziroma pogoji, da nekdo pridobi status samozaposlenega v kulturi, prestrogi, bi lahko bili bolj ohlapni? Teh pogojev pa ne poznam, to mi pa ni znano. Kakšni so točni pogoji? Jaz mislim, da niso toliko pomembni samo pogoji, ampak tudi tisto, kar samozaposleni od tega, bom rekel, dobi. Tako kot je že Sonja omenila, to ni, bom rekel, neka rešitev, prikrita brezposelnost, vsekakor to je, zato ker mogoče uspe 10% samozaposlenih v kulturi, da bi lahko se normalno, bom rekel normalno, spodobno, dostojno preživljali. Medtem ko za ostale pa dejansko ni niti toliko prostora, ker če damo na kup koliko denarja je temu namenjeno, je vsekakor premalo. In sedaj ali razmišljati, ali zaostriti pogoje, ali pa spremeniti pogoje,
samozaposlenih v kulturi je pa tudi ena dilema oziroma vprašanje, kaj bi bilo bolje. Je kar težko rešljivo vprašanje na dolgi rok. Tako je. Kaj menite, kako se ljudje odzivajo na prireditve v krški občini? Je obiskanost dobra, bi lahko bila boljša? Omenili smo že, da so to več ali manj eni in isti ljudje, pa vendar praviloma so denimo literarni večeri slabše obiskani v primerjavi s kakšno gledališko igro, posebej, če je na sporedu komedija. Kakšna so pričakovanja strani organizatorjev, kot je Javni sklad za kulturne dejavnosti, kot je Zveza kulturnih društev, in potem kakšna je tudi realnost? Mislim, da so na splošno prireditve kar dobro obiskane. Predvsem tam, kjer nastopajo otroci. Mislim, takrat je obiskovalcev zelo veliko in pri organizaciji revij otroških pevskih zborov, to smo imeli vsako leto težave, kam vse ljudi spraviti. Čeprav smo v kulturnem domu to organizirali, ker je velika dvorana, ampak še vedno je bila premajhna za vse obiskovalce. Pa tudi ostale prireditve so kar dobro obiskane. Naprimer tudi razstave, ki ponavadi niso tako številčni obiskovalci, predvsem če naprimer v Krškem razstavlja kakšen umetnik, ki ni iz domačega kraja. Vendar, ko sem se tako pogovarjala s temi umetniki in sem omenila, da ni glih najboljši obisk, bolj mal, pa so povedali, da je to zelo dober obisk, da v teh večjih mestih je še manj obiska, kot pa pri nas. Tako da smo na splošno zadovoljni. Pa tudi literarni večeri se mi zdi, da niso tako slabo obiskani, ker nekateri smo že vajeni, da če pride 20-30 ljudi, da je to že lep obisk, ker tej vejo, zakaj so prišli. Niso prišli zato, da so prišli na prireditev, ampak so prišli z veseljem in užitkom to poslušati. Malce bolj poglobljeno, kot samo priti na prireditev. Tako. Bom pa rekel, vedno moramo stremeti k temu in si želimo še več gledalcev, še več obiskovalcev naših prireditev, tako da nikoli jih ni preveč. To gotovo, ne. In bolj kot so recimo odmevni projekti, bolj kot društva uspešno delajo, je obiskanost tudi večja in to seveda tudi zazna lokalna skupnost. Država je na eni strani, Ministrstvo za kulturo, določene agencije, zavodi, ki razvežejo mošnjičke in prispevajo kakšne finančne vložke za delovanje društev. Potem na drugi strani je pa lokalna skupnost, kot je denimo občina, del, ki pokriva kulturo. In me zanima tako z organizacijskega vidika, ker veste, koliko financ za seboj potegne organizacija določene prireditve in koliko je v ozadju dela, prispevkov, ki jih je treba tudi finančno pokriti. Je v občini Krško dobro poskrbljeno oziroma na nivoju Zveze kulturnih društev, da se čim bolj pravično in čim bolj enakomerno, glede na programe, ki so prijavljeni, potem ta denar tudi razdeli? Tukaj je isto. Vsi bi si vedno želeli, da bi imeli še več denarja. Vsi vemo, da tudi lokalna skupnost lahko prispeva takšen delež oziroma vsak se lahko pokrije s takšno odejo, kot jo ima. Včasih noge pač gledajo ven in takrat ni dobro. Se hitro prehladiš, tako da žal, rekel bom, da v preteklih letih pred tisto tako imenovano krizo je bilo tako, da bi si danes želeli, da zopet pridemo na tisti nivo, na tista sredstva, ki so bila takrat namenjena ljubiteljski kulturi. Po krizi se je dejansko malo že popravilo. Ne bom rekel, da občina nima posluha za nas. Si bom pa želel, oziroma si pa vsi skupaj želimo, da bi prišli vsaj na nivo pred tako imenovano krizo. Drugače pa v kulturi je vedno tako, pravijo, saj imate dovolj, saj že delate, ampak ni res. Včasih je potrebno veliko več prostovoljnega dela, ki pa ima tudi svoj, bom rekel, omejen rok oziroma nekako potem več ne zmoreš. Tako da brez te spodbude, finančne spodbude lokalne skupnosti bi marsikatero društvo ugaslo. Ja, pri teh dogodkih se moramo vedno potruditi, da
oziroma tako dogodke planiramo glede na finančna sredstva, ne, čeprav bi bilo drugače, boljše, ampak kar je na razpolago, takšna se pa prireditev naredi, ne. In velikokrat ima kdo kakšno pripombo, to bi pa lahko malo boljše naredili. Seveda bi, kulturna društva so sposobna boljše narediti, če bi bilo več sredstev, ker nekateri programi potrebujejo več finančnih sredstev, da lahko vse to pripravijo. Vendar, če tega ni, se pa naredi s tistim, kar je. Ampak mislim, da še tudi vedno se uspešno krmari. Ja, se. Nekako se. Je mogoče zaznati kakšen večji delež inovativnosti pri prijavi različnih programov, ki jih društva oddajajo, in mogoče v ozadju njihovo upanje, pričakovanje, da bo kakšen evro več pricurljal v društveni proračun kot sicer? Ja, marsikatera društva včasih tudi prijavljajo programe, ne, ki pa že vnaprej vemo, da ne bo to možno izvesti, ker ni to dovolj sredstev, ne, ampak vseeno, v določenih društvih to planirajo, morda pa bo, ne, morda pa je kakšno upanje, ne. Samo večje upanje je to, da se društvo najprej izkaže, da res zna to dobro narediti, ne, seveda zdaj pa kako se znajdejo glede financ, to je stvar vsakega posameznega društva, ampak če pokažejo, da to zmorejo, da to znajo, da lahko tak večji projekt izpeljejo, potem se pa tudi morda kaj financ več najde. Kaj menite, Uroš, koliko je v občini Krško in na splošno v Posavju, kolikor imate vpogleda v to, avtorskega dela kulturnih ustvarjalcev, da se denimo postavi na oder igra, katero so napisali kulturniki sami iz kraja, da niso vzeli nekega že obstoječega gledališkega dela, ampak da so dejansko sami spisali vso zgodbo, ki se dogaja, da se izdajajo pesniške zbirke, knjige, romani, samostojne razstave, fotografske, likovne, še kakšne. Je to avtorsko delo dosti močno v Posavju in v Krškem? Tako bom rekel, sedaj je to zelo aktualno vprašanje, sploh ker vemo, kar se je zgodilo z, bom rekel, neizvirno slovensko komedijo oziroma kaj se še sedaj dogaja, pelje po medijih. Sam kot gledališčnik imamo velikokrat težave, kako poiskati, bom rekel, dober tekst, potem poiskati tudi, ali so še avtorske pravice v veljavi oziroma kako nadomestiti, bom rekel, te avtorske pravice. Imamo društva tudi v Krškem, ki posegajo po tem. Mogoče bi kar omenil Roka Sando, ki je avtorsko prispeval ne samo režijo, ampak tudi tekst, s katerimi je potem na Linhartovem srečanju, kar bom rekel, že skoraj serijski zmagovalec. Tretje leto je že bil, tako da z njim je tudi Posavje dobilo, bom rekel, močnega avtorja tudi na tem področju. Medtem ko se ostala društva predvsem poslužujemo avtorskih tekstov, ne lastnih avtorjev, se pravi iz Posavja, ampak tudi iz tujine, se pravi tujih, pa tudi domačih. Tudi sosednje Senovsko društvo bo sedaj na oder postavilo delo Svetlane Makarovič, na primer, in konkretno sem se tudi z njimi pogovarjal, so se dogovarjali glede avtorskih pravic, tako da tukaj je urejeno, kar se to tiče, se pa včasih zgodi, kot sem že na začetku omenil, tudi kakšen, bom rekel, škandal. Tukaj moramo biti društva fair, poiskati oziroma plačati tisto, kar avtorjem gre, ker to je le njihovo avtorsko delo. Ja, nekaj avtorskih del je pa tudi za otroška gledališča. Glih v Leskovškem društvu, na primer Mirjana Marinčičeva, ona je že kar nekaj napisala teh otroških iger, no pa tudi v društvu za vse te, rekla, kot skeče za martinovanje, za pomlad prihaja, to so vse avtorska dela članov
društev. Ne. In na ta način se tudi piše kulturna dediščina kraja. Tako da v našem društvu se kar pišejo. Res malo krajša, ne daljša, ampak mogoče bo kdaj tudi kakšno daljše delo. Svet se začne premagovati z enim korakom, pa potem vsakim nadaljnjim. Zanima me še, kakšno je vajino mnenje glede same infrastrukture, katero se kulturni ustvarjalci lahko poslužujemo. Poleti so marsikatera prizorišča kar pod milim nebom, kar je glede na letni čas primerno, razen če seveda ni kakšen dež napovedan, ampak na splošno so kar velik problem včasih v določenih krajevnih skupnostih, v določenih krajih dvorane, koristijo se večnamenske, včasih pride tudi do trenja interesov in marsikatero društvo, marsikateri ustvarjalci tu in tam izrazijo željo po lastnem kulturnem domu. Menite, da so v občini Krško realno potrebe, da bi vsak malo večji kraj imel samostojno kulturno ustanovo, ali znamo bivati tako v neki simbiozi, da bi se zadeve uskladile tako, da je volk sit in koza cela? Mislim, da v Krški občini je kar dovolj, ni dovolj, je kar solidna je infrastruktura, to je sigurno. Za kulturna društva je tudi nekako poskrbljeno, razen, to, kar dobro poznam, Leskovško kulturno društvo, ta pa nima prostora. In to se že kar nekaj let pogovarjamo o tem, kako bi začeli graditi kulturni dom, ker tu je pa res potreba. Potrebuje kulturno društvo, potrebuje dom šola, ker mora jedilnico spremeniti v prizoriščni prostor. Tudi drugi krajani in ostala društva bi potrebovala, bi uporabljala ta dom. Tako da še vedno se trudimo, da bi začeli nekako s tem iskanjem raznih sogovornikov, ki bili pripravljeni začeti se malo bolj konkretno o tem pogovarjati, ker bi to zelo veliko prešilo. Predvsem, ker je gledališka skupina društva je kar močna, lahko rečem, in veliko vaj se potrebuje. Veliko vaj je potrebno imeti na odru in v šoli je to težko, ker je potrebno eno učilnico izprazniti, glasbeni pouk mora biti nekje drugje, da mi lahko uporabljamo tam oder. Tako da se tudi na tem mestu zahvaljujem osnovni šoli, ki nam zelo priskoči na pomoč, da lahko izpeljemo tako, kot smo si to zadali. Kakšna je vaša ocena, Uroš, glede na to, da je Brestaniško društvo tudi močno, tudi zelo široko deluje, prepoznavno v kraju. Celo Tone Partlič je pred 2 letoma govoril, kako imate zanimive, prodorne gledališke igre. Kakšen je vaš pogled? Tako z vidika lokalnega kraja, kjer delujete, kot tudi širše. Tako bom rekel, če pogledam Senovo, kjer živim, ima zelo bogato kulturno dvorano, dom 14. divizije, Brestanica, kulturni dom za bogato tradicijo, ki si bi ga želel, bom rekel, vsak kraj, tudi Leskovec med drugim. Pri nas smo imeli srečo dejansko tak, glede na tradicijo, ki jo v kraju kultura ima, je vsekakor ta dom bil zelo pomemben. Bi pa mogoče izpostavil kulturni dom Krško. Ljubiteljski kulturniki včasih, tako bom rekel, ne zavistijo, ampak tako gledamo na ta dom, pa mogoče ga pa ne bi imeli, pa bi več ostali za nas. Zavedati se moramo, da takšen dom, kot je kulturni dom Krško, je zelo pomembna kulturna infrastruktura. Radi rečemo, da je to največji kulturni dom med Ljubljano in Zagrebom, ampak s tem, ko je največji, tudi potrebuje največ denarja za vzdrževanje, za zaposlene. Ne rečem, da ne delajo kvalitetno. Je, ampak če primerjam ljubiteljska kulturna društva si z eno tako veliko dvorano, kot je kulturni dom Krško, dejansko ne morejo niti kaj veliko pomagati. Občasno vsekakor ja. Po drugi strani
strani pa, če želimo, da takšen dom živi, vsekakor potrebuje tudi določene vsebine in pa tudi določena sredstva. Ker če pogledamo v proračunu, občina Krško pač kot ustanoviteljica zavoda zagotavlja ta sredstva. Dom zadnje čase, bom rekel, je kvaliteten, ampak tam ni prostor, bom rekel, za predstavitev ljubiteljske kulture, ampak je tam predvsem profesionalna kultura, tista, ki se nekako odvija. In Leskovec pa, če tako rečem, bi potreboval en takšen dom, kot ga imamo dejansko vsi ostali kraji po občini ga imajo. Se pravi, en takšen dom, ki živi s krajem, ki živi za kraj in kjer tudi deluje dejansko potem to lokalno društvo in kjer se lahko pokažejo dela te ljubiteljske kulture. In upajmo, da bodo ta prizadevanja čim prej obrodila sadove. Za zaključek, preden damo besedo sklepnim mislim, bi vaju še povprašala, kaj čisto tako iz osebnega vidika menita, kako lahko človek sam pri sebi poskrbi, da dvigne nivo kulture in na ta način morda tudi z zgledom, kot smo ga že omenjali pri otrocih, pripomore, da se dvigne raven kulture pri soljudeh. Mislim, da to je prvič spoštovanjem do sočloveka in spoštovanjem tudi do sebe, da sebe ne obremenjujemo preveč, ker smo potem pod stresom in če smo pod stresom, tudi potem nismo tako spoštljivi do sočloveka, ne? Tako da moramo to pri sebi poskrbeti, ne? V zadnjem času se tako zelo veliko govori o zdravem življenjskem slogu in kar naprej samo poudarjajo, ukvarjajte se s športom pa športom. Nihče pa ne reče, dajte se malo s kulturo ukvarjati, ne? Pejte v kakšno kulturno društvo, pa boste videli, da boste bolj srečni, bolj veseli, bolj zdravi, ne bo takšnega stresa, ker je to v društvih je zelo pomembno to druženje, pripadnost nekom. Marsikaj se v društvu pogovorimo o stvareh in ne rabimo nobenega psihologa, ker se mi vse pogovorimo in gremo domov potem boljše volje in srečnejši, ne? Tako da bi, če bi se le takole malo začeli ukvarjati tudi z ljubiteljsko kulturo, bi bili tudi malo bolj srečni in veseli in zadovoljni. Jaz bi si pa zaželel, da bi vsak občan občine Krško si na leto vzel vsaj 1 uro zase, obiskal eno prireditev, obiskal eno predstavo, razstavo, da bi pa potem mogoče videl, kaj to pomeni, pa drugo leto ne bi bila več 1 ura, ampak vsekakor 2. Pa to je zelo taka skromna, ne? 1 uro na leto. 1 uro na leto, pa tako kot je prej že, mislim, da Sonja rekla, z majhnimi koraki se začne. Ker potem, če bi si vsak občan vsaj 1 uro vzel, bi bile prireditve vsekakor bolj polne, kot so danes. In z leti bi se to zagotovo poznalo, da bi res ta 1 ura na leto prerasla mogoče v 10-20 ali pa še več. Vsekakor. Draga Sonja, dragi Uroš, zahvaljujem se vama, da sta si vzela čas, da sta podelila te misli iz kulturnega sveta, tako po službeni plati, kot čisto iz vajinega mnenja, iz vajinih osebnih doživljanj v društvenem življenju, kjer sta vsak na svojem koncu vpeta v to področje. In vama seveda želim, da uspešno in plodno kulturno ustvarjata z vsemi, ki z vama tudi sodelujejo še v bodoče in da se seveda srečujemo na čim več kulturnih prireditvah. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zopet je slaba urica okrog in do konca smo pripeljali še eno oddajo Ozadij. Bojan, Ema in Doroteja smo veseli, da ste ta čas preživeli v naši družbi in vas seveda ponovno vabimo v našo družbo čez teden dni, ko bomo govorili znova o zanimivi temi, katere pa vam danes še ne razkrijem, zato seveda veste, drug teden ob istem času na istem kanalu pa boste videli, katere zanimive zgodbe bodo odkrite. Lahko noč!